Torej, jaz bom v tem predavanju, relativno kratkem, se osredotočila na neko splošno kontekstualizacijo cikla umetniških projektov in pa tudi predavanj, na to pa se bom pač ravno tako na neko splošno kontekstualizacijo prvega dela iz cikla osredotočila, ki ga je mogoče umestiti v nek okvir širšega raziskovalnega polja, predvsem mlajše generacije vizualnih umetnikov pri nas. Torej, cikl intervencij smo ga začasno, to pa tudi trajno imenovali kontejnerji oziroma 3.0, torej z neko rahlo referenco na objektno orientirano, rahlo zajbansko referenco na objektno orientirano ontologijo, ki pač v nekem najbolj splošnem smislu nakazuje na fokus na objektnost v okviru mlajše umetniške produkcije, jemlje za izhodišče objekt kontejnera, pač na eni strani fizičnega, ki je pač lociran na Novi pošti in iz okolja, katerega so pač projekti tudi izhajali, na drugi strani pa neko širšo pozicijo kontejnerja v aktualnih produkcijskih pogojih. Objekt kontejnerja, ikone, piktograma ali črne škatle globalizacije, kot to formulira Alexander Closet, namreč danes organizira 90% celotne ekonomije blaga, zato v prvi fazi nakazuje na povezavo ekonomske učinkovitosti globalnih odtokov blagovnega prometa, hkrati pa standardizacije, v tem primeru kontejnerske infrastrukture in abstrakcije, saj pač kontejnerski ladijski promet učinkovit predvsem zato, ker je zgolj 20% vsebine kontejnerjev znane. Zdaj, v ciklu intervencij, ko smo ga pač nekako snovali, smo izhodišče vendarle zastavili nekoliko širše in pač primarno recimo onstran nekih dokumentarističnih teženj, ki bi poskušali nekako vizualizirati skoraj da nevidne ekonomske procese, katerih integralni del je objekt kontejnerja. Pri tem so v prvi fazi nekako izhajale iz Closetovega pojma sistem kontejnerizacije, ki ga sam razume kot način, kako specifično oblikovan in standardizirani objekt strukturira in kodira praktično vse, kar pade pod njegovo domeno, spreminja svet v mobilno skladišče in ga organizira na način standardiziranih mobilnih prostorskih enot, zamenljivih procesov in merljivega časa. Konec citata. Kontejnerizacija v tem primeru torej označuje, kako na določen način oblikovani infrastrukturni objekt standardizira prostorski in časovni red, ki sega vse recimo od menedžmenta poslovanja, organizacije ekonomije, načina procesiranja in pošiljanja podatkov, do oblikovanja prostora in posledično tudi razmerja človeka do okolja. Ne gre le za to, da se kontejnerski model črne škatle predvsem od druge polovice 20. stoletja dalje vzpostavi kot eden od prevladujočih infrastrukturnih, organizacijskih in mišljenjskih principov, ki ga je ravno zato mogoče pač najti v praktično vseh družbenih sferah, torej od ekonomije do softvera, ampak predvsem za pogoje možnosti te razširitve. Ti v strogem smislu niso stranski produkt neke forme kontejnera, njegove izolirane objektnosti, ampak na eni strani izhajajo iz možnosti globalne standardiziranosti oblik in objektov, na drugi strani pa z možnosti, da oblika infrastrukturnega objekta, kot je kontejner recimo, abstrahira in poobči poljubno vsebino, zaradi česar je potem tudi najbolj učinkovito in ekonomično sredstvo shranjevanja in mobilnosti. Na podlagi konkretnega primera kontejnerja in njegove vloge v globalni ekonomiji cikel skratka poskuša razkriti neko širšo raziskovalno polje povezave infrastrukture, oblikovanja in delovanja. V teh okvirih se recimo smiselno opreti na Keller-Easterling, ki je poskušala pojasniti, kaj točno naj bi označeval pojem infrastrukture oziroma v njenem primeru infrastrukturnega prostora. V knjigi Extra Statecraft je recimo infrastrukturo opredelila kot skriti substrat, vezni medij ali tok med objekti pozitivnih posledic, oblik in zakonov, ki pa danes seveda ne vključuje le cevi, žic, cest in mostov, ampak enakovredno tudi bazene mikrovalov, ki prihajajo iz satelitov in vsakodnevnih elektronskih naprav in ki naj bi združeno konstruirali pravila, ki vladajo v prostoru vsakdanjega življenja. Najbolj splošno rečeno gre torej za ponavljajoče se formule, ki generirajo večino razločljivih prostorov, ki jih Easterling imenuje infrastrukturni prostor in ki naj bi postale medij informacij, pri čemer informacija v infrastrukturnem prostoru ni vidna, ampak se nanaša na aktivnosti, ki determinirajo, kako so objekti in vsebine organizirane in kako cirkulirajo. Je skratka operacijski sistem za oblikovanje mesta, kot to sama imenuje.
V tem primeru Easterlink sledi znani tezi medijskega teoretika Marshalla McLuhana, da je medij sporočilo, pri čemer gre predvsem za preusmeritev perspektive, za specifično epistemologijo, v tem primeru zgodnje medijske teorije, ki pozornost usmeri od sporočil, ki jih mediji posredujejo, na to, kaj mediji počnejo. Gre skratka za perspektivo, ki je vsakodnevni uporabniški izkušnji običajno prikrita, saj se nanaša bolj na neko logiko, recimo določene tehnologije. Ko govori o operacijskem sistemu infrastrukturnega prostora, Easterlink recimo ponudi konkreten primer plovbe oziroma navigacije po reki. Recimo medtem ko tisti, ki se vozijo po plovilu, to je pač uporabniki, zaznavajo predvsem pokrajino, ki jo prečijo, se mora tisti, ki navigira plovilo po reki, osredotočiti na reko samo, na spremembe tokov, detektiranje ovir, hkrati pa vse to, kar se dogaja pod površino in vpliva na tok reke, ki nosi plovilo. Vse našteto sestavlja nek skriti potencial ali pa neko reki, okolju medija plovila, recimo temu, inherentno dejavnost. Natanko to naj bi skratka po Easterlink mislil McLuhan z idejo medije sporočilo. Torej, medij dejansko izvaja neko aktivnost ali pa je dejavnik vpliva. Gre za tako imenovani karakter medija ali za nagnjenost organizacije, ki je rezultat vseh dejavnosti medija. Rečeno, infrastruktura in njena oblikovanost ne določa le delovanje uporabnikov, privilegirane rabe objektov in tehnologij, ampak nerazločljivo preplete naravne danosti, kulturne vzorce in tehnologijo. Na tak način pa določa predvsem, kako stvari funkcionirajo onstran ozkega fokusa na uporabniški izkušnji. Z tega razloga analiza, ki recimo izolira in individualizira posamezne elemente, bodi se medije, uporabnika, sporočilo, naravne, kulturne, tehnološke sestavine, nato pa se od tako individualiziranih elementov prestavi na njihove medsebojne relacije ali sodoločanje pač neizbežno zgreši do neke mere oziroma zajame zgolj del delovanja. Vidik, kako deluje, onstran tega, da je pač eden od stranskih produktov tega delovanja lahko natanko tudi individuacije elementov, se namreč nanaša na ponavljajoče se forme, na načine, kako ponavljajoče se forme koreografirajo gibanje vseh elementov nekega podsistema, načine, kako koreografiranje gibanja določa relacije med elementi in podobno. Easterlink recimo vidik, ki se tiče perspektive in metodologije v svojih analizah predvsem arhitekture in urbanizma, med drugim zajame preko pojma multiplier, množitelj, kot je recimo tudi kontejner sam. Izpostavi, kako so ravno objekti množitelji tisti, ki temeljno vplivajo na spremembe oblikovanja mesta oziroma poljubnega prostora. Sama da nekaj primerov, recimo avto v kontekstu razvoja arhitekture se je pač množična dostopnost avta rezultirala v množične spremembe v oblikovanju hiš, kjer je pač nujno, da ima recimo vsa garaža. Nadalje vplivala na oblikovanje cest in avtocestnih obročev, ki obkrožajo mesto, povezujejo posamezne dele mesta in tako dalje. Skratka tudi posledično določajo to, po kakšni logiki se gibljajo telesa in predmeti. Podoben primer so dvigala, ki so omogočala razširitev gradnje nebotičnikov, skratka gradnje, ki se več ne širi v višino, ne pa več na način širjenja teritorija. Naslednji primer množitelja, ki ga izpostavi, je stikalo, ki poleg neke vsakodnevne rabe predstavlja tudi način organiziranja prometa, delovnih procesov, delovanja telekomunikacij in podobno. Easterlink v omenjeni knjigi skratka analizira obliko in politiko infrastrukture, pri čemer se ne osredotoča na obliko posameznih razločljivih objektov, ki so del infrastrukture, ampak na to, kot se sama izrazi, na obliko kot akcijo, obliko, ki pravzaprav oblikuje akcijo, ki je torej na nek način funkcionira kot koreografski scenarij. Najbolj splošno rečeno, infrastrukturni objekt nakazuje na relacijo oblike objekta ali pač lastnosti, materialnosti in okolja ter pozicije, delovanja in premikanja gradnikov okolja. Na oblikovanje in transformacijo okolja, transformativne potenciale materialnosti, spremembe v pozicioniranju človeka do okolja, kar je tudi recimo ena od bolj razširjenih raziskovalnih izhodišč na področju sodobnih umetnosti v okvirno zadnjem desetletju. Preden se bolj neposredno predstavi na projekt Žive Božični Krebec, zato neka osnovna kontekstualizacija teh premikov, ki po mojem mnenju predstavljajo tudi nek nov pristop politizacije v okviru sodobnih umetnosti, kar je bilo do neke mere že razvidno iz dosedanjih predavanj v okviru letošnjega Maskinega seminarja.
V prvi fazi mogoče to politizacijo kontekstualizirati z bolj nedavnimi trendi na področju humanistike in družboslovja, da nimo povezati s pozicijo ontološkega egalitarizma ali liberalizma, ki se ga običajno ukvirja z ontološkim obratom, primarno na področju antropologije, do neke mere pa tudi filozofije. Podobno kot primeru novejših filozofskih struj, kot so novi materializmi, spekulativni realizem in objekto-orientirana filozofija, ontološki obrat sodobni antropologiji, ključni avtori so recimo Bruno Latour, Philippe Descola, Eduardo Viveros de Castro, zaznamuje poskus preseganja posledic kantovske metafizike, ki se tičejo predvsem možnosti človekovega dostopanja do reči na sebi, na 200-letno tradicijo zahodnih humanističnih in družboslovnih znanosti. Onstran metafizike in epistemologije je v okviru sodobne antropologije politično nevarnost te dediščine neposredno formuliral Natanko Latour, ki je v kanoničnem delu Nikoli nismo bili moderni, ki je pred časom tudi smo dobili prevod slovenščino. Trdi, da Kantova kopernikanska revolucija kanonizira moderno ustavo, ki ločuje suverene, zavestne in govoreče državljane od polnemih in naravnih neljudi ter drugih živih in neživih bitij. Če se v tej navezavi osredotoča na nek prevladujoči model politizacije v okviru sodobnih umetnosti od druge polovice 20. stoletja, predvsem pa od 90. let dalje, je tako ta distinkcija eden ključnih modelov politizacije. Sodobna umetnost recimo bodisi nakazuje na to distinkcijo, ki je v jedru družbenih relacij moči, bodisi podeljuje glas nememu neslišnemu marginaliziranemu, se skratka pretežno giblje na terenu diskurzivnega, estetike glasu in politike pripoznavanja, ki se običajno opira na univerzalno sposobnost izražanja oziroma govora, preko česar pa se tudi vsaj posredno reproducira neka relativno ozka koncepcija umetnosti kot komunikacije. Za razliko od tega, bolj nedavna pozicija ontološkega egalitarizma, ki se nanaša na skupno težnjo različnih teoretskih tokov, ravno tako izhaja iz kritike kantovske metafizike meje in substancionalističnega mišljenja, pri čemer bodisi zasleduje tezo ontološke, epistemološke, politične in tako dalje nespecifičnosti človeka in izhaja iz refleksije človeških kognitivnih ter zaznavnih omejitev, bodisi izhaja iz teze, da je te specifike pač le potrebno določiti oziroma da so pač obstoječe definicije neustrezne. Kot alternativo substancionalističnega mišljenja, ki se ga v okviru zahodne vednosti pač je ga mogoče detektirati vse od antičnega hilomorfizma, se od druge polovice 20. stoletja, predvsem pa 80 let, sodobni antropologiji in filozofiji tako izoblikujejo različni pristopi relacijskega mišljenja. Sicer recimo značilnega tudi za tako imenovano nezahodno vednost in številne nezahodne kozmologije. Ti naj bi na eni strani presegli z uveljavljenimi distinkcijami med naravo in kulturo oziroma tako imenovano naturalistično kozmologijo, ki je med drugim zastopana tudi iz strukturalizma izhajajočih antropoloških prispevkih. Hkrati pa presegli schizmo med družbenimi procesi in tehnološkim razvojem, ki jo detektirati od prvih refleksij industrijske revolucije, v razmerju do katere sodobni avtorji pogosto predlagajo filozofijo tehnike ali tehnologije, ki temelji na filozofiji narave, ne toliko informacije. Medtem ko bi lahko neke starejše, pogosto sporadične artikulacije relacijskega mišljenja še mogoče bilo pojasniti na način neke mikrodinamike trendov znotraj humanističnih in družboslovnih znanosti, je ontološki obrat in iz tega izhajajoča pozicija ontološkega egalitarizma oziroma liberalizma, predvsem v zadnjih 2 desetletjih, mogoče primarno predeliti kot nek epistemološki ekvivalent vse bolj osprednih okoljskih politik, ravno tako pa tudi nek stranski produkt refleksije vloge tehnologije in tehnoloških objektov v vsakodnevni realnosti in družbeno-ekonomskih procesih. Na neki epistemološki ravni prispevki, ki jih je mogoče umestiti v okviru ontološkega egalitarizma, torej eliminirajo samoumevnost ideje ontološke posebnosti človeka, hkrati pa izhajajo iz spekulativne teze, da realno eksistira onstran človekove prisotnosti, da je konstituirano, organizirano, artikulirano kot je, v lastni nasebnosti, predvsem pa, da je do njega mogoče na nek način dostopati, se v njem izrekati, brez da bi v tem procesu ga zreducirali na človeku imanentne kognitivne ali pač kulturne jezikovne sheme. Vsi objekti enakovredno eksistirajo, čeprav ne eksistirajo na enak način, to recimo sintetizira Ian Vogost. Takšna pozicija
pogosto izhaja iz spekulativne teze, da ima vsaka entiteta v svetu na podoben način kot človek neko lastno perspektivo in hkrati vsaka entiteta potencialno in na določen način čuti druge entitete, s katerimi pride v stik, je na tej podlagi vplivana in hkrati deluje. Drugače rečeno, iz realizma in ontološkega egalitarizma izhajajoče prispevki in prakse morajo, da bi se izognili antropocentričnosti, v določeni meri in pogosto neizbežno prevzeti pozicijo antropomorfizma. Alternativa zajetvu stvari in nečloveških bitij kot pasivnih, inertnih in trpnih je skratka načeloma ta, da jim pripišemo občutja z možnost zaznavanja, delovanja, torej neka oblika panpsihizma. Recimo specifično antropološki prispevki, ki jih je mogoče umestiti v okvir ontološkega obrata, se osredotočajo zlasti na raziskavo nedualističnih ontologij ali kozmologij in pristopajo k obravnavi živalskih in živih rastlinskih bitij s panpsihističnega temelja. Panpsihizem kot ena od opcij izvijanja iz konsekvence ideje o medsebojni odvisnosti kognicije in čutnega, kjer je na eni strani vednost temelja odvisna, prav zato pa tudi omejena s človeško čutnostjo, na drugi strani pa tudi čutnost ni možna brez a priornih form. Tako recimo eliminira zvezovanje misli in človeka na račun zagovora ideje, da je misel neločljiva z bivajočim, to je pač načeloma poljubnim bivajočim. Torej, preko podeljevanja misli ontološki status se posredno poskuša tudi eliminirati hilomorfični model, ki je temelj zahodne metafizike in recimo tudi epistemološki temelj tega, kako se običajno misli umetniški tvorni postopek. Ta temelji na ideji, da umetnik preoblikuje, kultivira, intelektualizira grobo materijo, pri čemer je rezultat te dejavnosti oblika umetniškega objekta. Pač je najbolj dosti očitno, da prevladujoča ideologija umetniškega tvornega postopka na nek način posnema specifično idejo zaznavanja, ki je podobno skozi filter človeškega zaznavno-kognitivnega aparata, neka groba zunanjost v nekem smislu kultivirana. Za razliko od tega, novejši umetniški produkciji je mogoče detektirati poskuse predrugačene logike oblikotvornega postopka, kjer ne gre toliko za to, da bi se misel vtiskovala v materijo poljubnega tipa, ampak misel na nek način ujame, kaj se že dogaja z materijo in se materializira v oblikotvornem procesu. Sledeč mišljenju infrastrukture Esterlin, ki ga izpelje na podlagi McDougallove teze o mediju kot sporočilo, v primeru dela novejše umetniške produkcije ne gre toliko za to, da so se objekti nekako osamosvojili, v končni fazi je nek poudarek na objektnosti in materialnosti, mogoče v bistvu detektirati že tradicije vizualnih umetnosti tekom 20. stoletja, ampak bolj zato, da je to, kar se dogaja objektom ali materialnosti, pogojno rečeno sporočilo. Na podoben način je tudi delo produkcije predvsem mlajše generacije ustvarjalcev pri nas v zadnjih letih detektirati afirmacijo avtonomnosti, recimo temu izraznosti, do neke mere pa tudi aktivnosti materiala ali materialnosti. Pri tem ta avtonomizacija materiala ne temelji na ideji umetniškega objekta kot podaljška telesa, kot recimo v tradiciji informela ali gestualnega slikarstva 20. stoletja, kjer je šlo za domnevno neposredno opisovanje eksistencialne izkušnje v materijo najpogosteje na nek način tako imenovane brezoblične forme. Hkrati je v delu produkcije predvsem mlajše generacije ustvarjalcev pri nas mogoče detektirati afirmacijo, če uporabim izraz Levi Bryanta, brezsubjektne objektnosti in artikulacijo raziskovalnega polja razmerja človeka ali objektov poljubnega tipa in okolja. Ta umetniška produkcija se vsaj do neke mere razmerja človeka ali objektov poljubnega tipa in okolja loteva onstran tega, kako je bilo okolje razumljeno v neki prevladujoči liniji sodobne umetnosti, katera se je v veliki meri opirala na kulturno-študijske teorije recepcije ter izhajala iz omenjenega terena političnosti v okviru diskurzivnosti in komunikacije. V tej navezavi je mogoče smiselno v nekih osnovnih potezah nakazati na neko raziskovalno genealogijo sodobne umetnosti, ki je izhajala predvsem iz kritike tako imenovanega visokega modernizma oziroma abstraktnega ekspresionizma sredi 20. stoletja. Najbolj splošno rečeno je abstraktno umetnosti kot 20. stoletja mogoče misliti na terenu gibanja proti bistvenemu, generičnemu, univerzalnemu, tipičnemu. Bodi si proti bistveni vidiki fenomenov, objektov, stvari, kakor so medirane preko človeške percepcije, bodi si proti bistvenim oziroma imanentnim specifikam posameznega umetniškega medija. Nekatere ključne poteze abstraktne umetnosti je denimo mogoče pojasniti na podlagi postopka abstrahiranja kot pomika od estetsko-empiričnega posebnega, to je poljubnega fenomena, ki ga pač umetnik vzame za izhodišče,
proti generičnemu, ki je pač tudi razumsko in diskurzivno. Medtem ko del abstraktne umetnosti 20. stoletja to še potencira na način nekega gibanja proti estetsko-empiričnemu proizvajanju čisto razumskih pojmov brez objektov. Tak primer je recimo Malevičeva neskončnost, ki se na ravni slikovnega polja manifestira preko eliminacije načina organizacije slikovnega polja, ki je po meri človeške percepcije. Abstraktna umetnost 20. stoletja naj bi se med drugim v nekem čisto umetnostno-zgodovinskem smislu iztekla v minimalizem, ki vsaj na prvi pogled in predvsem zaradi poskusa eliminacije iluzionizma, metaforičnosti, aluzivnosti preko neke afirmacije dobesednosti ali pa formalne tautološkosti, afirmira objektnost in se odmakne od grindanijanskega diktata čistosti umetniškega medija. Kljub temu pa se tudi minimalistična umetnost, predvsem pa postminimalizem pomika proti raziskovanju fenomenološke mediacije objektov. Pogosto se ga namreč interpretira v smislu, da nakazuje na to, kako tudi neke abstraktne podobe, liki, brezoblične forme, objekti so določeni s človeško, bodisi biološko, bodisi kulturno percepcijo. Drugače rečeno, minimalizem, predvsem pa potem postminimalizem se že gibljeta proti kontekstualno določenemu pomenu, ki je značilen za glavnino sodobne umetnosti in ki objektnost in materialnost potisne v ozadje na račun prezentacijskega konteksta ali pač neke kontekstualnosti, ki je na delu v recepcijskem procesu. Natanko tukaj detektirati neko prevladujočo pozicijo kulturne teorije v okviru umetnostnega diskurza, ki se nanaša na objekte ali oblike kot nosilce pomena ali reprezentacije, pri čemer zanemari vse nesemiotične ali nereprezentacijske specifike, ki bi lahko nečloveški objekti prispevali kolektivom, če citiram Bryanta. Ta prevladujoči sodobno-umetniški raziskovalni fokus, ki temelji na epistemološki podlagi kulturno-študijskih teorij recepcije, ki v ospredje postavil recimo raziskavo institucionalnih in kulturnih pogojenosti zaznavanja in vednosti, je recimo mogoče umestiti projekte, ki so predvsem od 90. let izpostavljajo, kako so isti objekti ali pa predmeti spreminjali kvalitete ali pač pomen, ko so se pomikali iz enega družbenega konteksta drugega, ali pa projekte, ki so na različne načine nakazovali na to, kako je objekt ali predmet podobnega tipa odvisen od gledalčeve investicije. Temu ustrezno pa tudi odvisen od njegovih družbenih, kulturnih predispozicij. V obeh primerih je objektov na nek način zanikana avtonomnost, saj je vedno subjektivno, kulturno, družbeno, tehnološko mediran. Najbolj splošno rečeno gre za epistemološki okvir moderne umetnosti, ki jo je, podobno kot moderno vednost samo, zaznamovala tako imenovana analitika končnosti. Torej izhodišče vednosti v empiričnih pozitivnostih, ker človeku pripade hkratna pozicija subjekta in objekta vednosti, pri čemer je do njega samega mogoče pristopati posredno, preko procesov, ki ga določajo, so mu zunanji in ga v njegovi končnosti presegajo. Vse našteto s posredništvom njegovega lastnega končnega telesa. Sledeč Foucaultu se na tej podlagi namreč postavita dva ključna tipa analize, ki jih je mogoče detektirati tudi v primeru gnoseološke estetike, ki se bolj neposredno ukvarja z epistemičnimi potenciali umetnosti. In sicer prvi tip, ki se umešča v prostor telesa in osredotoča na preučevanje zaznave, senzornih mehanizmov, neuromotoričnih shem in pač nakazuje, da je spoznanje anatomsko-fiziološko pogojeno, da je pač drugače rečeno pogojeno z naravo. In drugi tip, ki se umešča v družbeno okolje ter raziskuje zgodovinske, družbene in ekonomske pogojenosti spoznanja. Poleg naštetega po Foucaultu sicer obstaja še tretji tip analize, analiza doživetega, ki se umešča na teren humanističnih znanosti in ki je pogosto za predmet vzela natanko umetnostna človeška pounanjenja, kot se je to v 19. stoletju imenovalo, in ki bi naj zrcalila predvsem človeški naravno pogojen in hkrati družbeno umeščeni odnos do stvari. Kljub temu, da humanistične znanosti do umetnosti najpogosteje dostopajo na terenu analize doživetega, bi bilo mogoče nekoliko poenostavljajoče reči, da je modernistična linija umetnosti pretežno na strani raziskovanja naravnih ali bioloških pogojev percepcije ali mišljenja, medtem ko je del avantgarde umetnosti 20. stoletja, vključno z neko prevladujočo koncepcijo in prakso sodobne umetnosti v druge polovice 20. stoletja, v večji meri osredotočen na družbene pogoje zaznavanja mišljenja, če pač se zanemari neka pogosto zastopanost eskatološkega in kritičnega diskurza znotraj avantgardnih gibanj.
Za razliko od tega menim, da se del novejše umetniške produkcije, ki pogosto izhaja iz oziroma se opira na omenjene teoretske struje, kot so novi materializmi, spekulativni realizem, objektno orientirana filozofija, poskuša izviti ne le iz prevladujočega okvira sodobnih umetnosti, ki se tiče omenjene pozicije kulturne teorije, ampak hkrati iz terena analitike končnosti človeka, predvsem v estetskih okvirih. In sicer tako, da analitiko končnosti, skratka izhodišče vednosti zaznavanja v dejstvo končnosti in posledični omejenosti subjekta vednosti, ki je v končni instanci hkrati objekt vednosti, razširi na teren analitike resnice izumrtja, ki se tiče človeka kot vrste, sveta, ko ga poznamo potencialno tudi življenja nasploh oziroma tako imenovanega kozmičnega izumrtja. Drugače rečeno, prej omenjeni ontološki egalitarizem, ki ga je zaznati v delu umetniške produkcije, predvsem v zadnjem desetletju, ne izhaja nujno ali izključno iz neke etične pozicije pri poznavanju oziroma iz neke variacije identitetnih politik, ki so v tem primeru razširjene oziroma vključujejo še estetiko nečloveških živih bitij in drugih nečloveških entitet, ampak gre tudi za nekakšno razširitev moderne analitike končnosti, ki se zgodovinsko spostavi potem, ko specifika človeškega živega bitja, recimo v primerjavi z nečloveškim živim bitjem, ni več mogla biti pojasnjena z neskončno dušo ali duhom, ampak na podlagi človeške zmožnosti samospoznavanja preko jezika oziroma tehnike, ki je tudi predpogoj tvorbe zgodovine oziroma zgodovinske zavesti, seveda v formativnem obdobju moderne dobe. V primeru umetniške produkcije na terenu tako imenovane analitike resnice izumrtja, ki funkcionira kot pretekli prihodnik, gre za raziskovalno polje, ki torej ni več tolikšni meri ali pa sploh nikakršni meri osredotočen na naravne in kulturne ali družbene pogojenosti zaznavanja mišljenja, izhajajoče iz končnosti zaznavajočega spoznavajočega, katero tudi silijo potem nek fokus na genealoško analizo, torej fokus na preteklosti. Raziskovalni fokus se namreč v primeru tako imenovane analitike resnice izumrtja preusmeri predvsem na to, kako so objekti ali materialnost se spreminjajo oziroma kako se spreminja relacija objektov in okolja, pri čemer zajamejo tako organsko kot neorgansko samo in potencialno vse žive in nežive entitete obravnavajo kot objekte in ali kot materialnost. Resnica izumrtja kot izhodišče se v tem primeru ne nanaša toliko na neko pogosto zastopanost distopičnih scenarijev, čeprav je tudi to pogosto zastopanost mogoče zaznati, ampak gre bolj za raziskovalno polje estetike transformacije, uničenja, razpadanja, samodestruktivnega pospeševanja, kjer se na ravni umetniške produkcije srečamo z več določljivimi tropi, recimo z zunanjostjo ali okoljem, ki se širi v notranjost oziroma lepi na dele objekta organizma, z viskoznimi objekti materialnosti, z hiperobjektnostjo, tudi ekologijo oziroma ekokritiko brez narave, kot to imenuje Timothy Morton, z biologizacijo tehnologije, ki je pogosto pospremljena z tehnologizacijo narave, katera ima sicer precej daljšo zgodovino, z raztapljanjem ali regresijo organskega v anorgansko. Pri tem gre za različne pristope k prevpraševanju tega, kaj je lahko pojmovano kot določljiv zamejen objekt, predvsem pa za prevpraševanje uveljavljenih meja entitet, torej za intervencijo v to, kar recimo Brazier imenuje ljudsko-metafizične kategorije, pri čemer ponudi ključne moderne primere, kot so obrazi, osebe, telesa, trdni predmeti, hkrati pa tudi prostovoljno gibanje in enega od temeljev zahodne moderne epistemologije, vzrok, posledico oziroma kauzalno logiko. Na ravni učinka se recimo pogosto srečamo s potujevanjem poznanega domačega, pogosto je recimo telo ali deli telesa delujejo kot tujek, ali z neko obliko protikantovskega sublimnega, kakor ga je konec 80-ih zastavil Lyotard, ki več ne gradi na neskladnjo med čutno materijo in razumom, kjer čutna zmožnost ne uspe slediti zapovedim neomejenega uma, ampak gradi na tem, da je tisti, ki zataji, ko je pozvan, da izpolni nemogočo nalogo približati se materiji. V primeru protikantovskega sublimnega gre torej za začasno statično zmago pasivne čutne materije nad močjo aktivne intelektualne forme, tudi sedanjosti umerljivega telesa nad mišljenjem, ki se pogosto manifestira na način ekscesne materialnosti, ki je recimo med drugim bila analizirana tudi v okviru neke pokatastrofične estetike.
V ta okvir je mogoče umestiti tudi predhodni cikel Božični krebec, naslovljen Topical Application, za katerega bi lahko pogojno rekli, da se umešča na raziskovalno polje kože, katerega se loteva precej drugače kot neka prevladujoča na telo osredotočena politizirana umetnost. Recimo od Baudrillarda 60 let dalje je bila koža natanko eno izhodišč, ki nekemu generičnemu, univerzalnemu biološkemu telesu daje kulturna obeležja. Je bila, če se tako izrazim, nekakšna obleka, ki pač nakazuje na recimo rasno, spolno identiteto. Koža kot biološki objekt, skratka v primeru sodobnih umetnosti, zelo redko nastopa kot objekt onstran diskurzivnega oziroma kulturnega opisa. Za razliko od tega je koža Božični krebec radikalno raztelešena, opovršinjena, razpršena, detotalizirana, brez ali bolje anti-identitetna. Tudi recimo v smislu identitete kot sredstva individuacije, to je identifikacija organizma kot organizma na abstraktni ravni, ki pač posledično tudi nečesa nasprotnega in ločenega od okolja. V primeru Topical Application koža ne nastopa kot nekaj, kar je neločljivo spojeno s telesom, ampak bolj kot nekaj, kar ima nešteto razpršenih medijsko posredovanih emanacij, medijsko v najširšem smislu. Pri tem Božični krebec pogosto črpa tudi iz nekih vsakodnevnih asociativnih povezav s kožo, recimo nekaj najbolj očitne. Za njeno delo značilna pogosta raba pudra kot materiala, torej nečesa, kar prikriva in hkrati oponaša kožo, raba kožne barve, ki se lepi na poljubne objekte, oblike, aluzija na brisačo, ki ima nek vsakodnevni stik s kožo in hkrati lahko asocira na sličeno kožo in tako dalje. Na prvi pogled bi lahko rekli, da Božični krebec v seriji Topical Application nakazuje na radikalno raztelešeno, generično, površinsko izkušnjo telesnosti v trenutni postmedijski situaciji. Podobno kot delo za pričujoči cikel umetniških projektov, emanacija kože na eni strani nakazujejo na težnjo povračano v prejšnje stanje stvari, to je anorgansko stanje, iz katerega je prvotno nastalo življenje, kar je pravzaprav definicija gona smrti. Torej težnjo povračanja v neko stanje pred življenjem, eliminacijo težnje po reprodukciji in preživetju, na drugi strani pa so zastopane tudi pogosto reference na tehnološko augmentiranje, ki nakazuje na dograjevanje objektiviziranega človeškega biološkega hardvera, torej pomik recimo v prihodnost ali pač poživljenjskost. Proces lupljenja materialnih in simbolnih vrednosti entitetam in objektom, iz katerih Božični krebec izhaja do te mere, da postanejo lupine, duhovi sledi. Pri tem ni na strani dokopavanja do bistvenega, tudi generičnega, tipičnega, ki ga je zaslediti tako v delu realizma 19. stoletja kot v samih začetkih modernistične abstrakcije, ampak gre bolj za določene poteze omenjene objektnosti na terenu analitike resnice izumrtja. In sicer v prvi fazi za antiidentitetnost ali antiindividuacijskost, ki se manifestira na način, da je v tem primeru recimo koža na nek način samostojna, aktivna entiteta, ki se lepi, zavojuje, se prilagaja poljubnim materialom in površinam, razpada v medijske emanacije, nastopa kot površina za intervencije. V drugi fazi pa iz tega izhajajočo antireprodukcijskost, kjer je v tem primeru koža zvedena na material za preoblikovanje, recimo podobno kot v nekem digitalnem kontekstu ali lepotni industriji, zvedena na pasivno snov, istočasno pa ločena od svojega okolja za reprodukcijo, to je pač telesa oziroma organizma. V primeru dela Božični krebec je hkrati potrebno izpostaviti še neko tretjo potezo, nekakšno podeljevanje fizičnega telesa, spreminjanje pojavov v objekte, ki pa je vedno v nekem smislu objekt, to je obleka, embalaža objekta, dealienacija od okolja kot izhodišče individuacije objekta ali entitete namreč predpostavlja določeno obliko samoalienacije. Ravno tako je potrebno izpostaviti premišljeno izbiro materialov, vidik izpostavljenosti transformativnih potencialov procesom, ki jih utrpevajo objekti, recimo zmrzovanje, taljenje, žganje, drobljenje, ki ni nikoli na nek klasičen način teatraličnost ali pa performativno, hkrati pa gre v primeru njenega dela za specifičen način tvorbe homogenosti posameznega objekta ali projekta kot celote, ki se izogiba enotnosti preko nekakšnega still-shot pristopa, cepljenja, ki se ne celi, erotike površin, zamegljevanja, združevanja, utekočinjenja.
Na podoben način v prostorski celoti kontejnera funkcionirajo tudi objekti naslovljeni Full Filter Ghost Riders. Gre za 3 razločljive objekte, ki imajo hkrati deloma specifično referenčno polje. Prvi objekt jemlje za izhodišče enega najbolj razširjenih infrastrukturnih oblikovalskih produktov, ki je pač zaradi vse prisotnosti in standardiziranosti sam po sebi skoraj da nezaznaven. Ta izvorni objekt je v svoji materialnosti transformiran, pri čemer v končni fazi od njega ostane nekakšen prosojni ovoj obleka z svetlobno konstrukcijo. Drugi objekt izhaja iz emblema blagovne znamke, ki pač je že zaradi viralnosti in hypa deluje kot nek objekt, seveda kulturni objekt. Ostra najbolj očitne reference na blago ali poblagovljenje se v tem primeru odpira tudi referenčno polje prej omenjene povezave materialnosti, delovanja oblike in medija, pri čemer je oblika pojmovana kot aktivna forma. Emblem blagovne znamke se tako spreminja v grozd oblik, ki tvorijo to, kar recimo Negarestani imenuje himerična pokrajina. Tretji objekt v okviru projekta je na spletu uporabljen virtualni objekt Instafilter, bolj natančno Instafilter imenovan Blob, ki primarno deluje kot nek prosojni, deloma odbojni in premikajoči se objekt, katerega se pač instalira v nekem smislu v okolje in pri čemer to okolje po neki lastni logiki hkrati naseljuje in zrcali. Instafilter kot sredstvo augmentacije realnosti je pri tem nadalje augmentiran na način dodeljevanja izven ekranskega telesa, postane skratka materialni objekt. Če izvorni virtualni objekt zrcali okolico in v tem procesu istočasno dobiva neko lastno zamejenost, določljivost, zdaj okolica preseva skozi materialni objekt. Skupna točka vseh objektov v projektu je, da so produkt transformiranja, ki gre v smeri staljevanja oziroma zmrzovanja, hkrati pa, da so v končni fazi objekti pravzaprav neka raztopljena, zavezujoča okolica primarnih objektov, torej ne v strogem smislu negativ, ovoj ali koža. Če sem prej omenila morda neko najbolj zastopano pozicijo ontološkega egalitarizma v okviru sodobnih umetnosti, ki črpa iz panpsihizma in je pogosto neposredno povezana z postkolonialno ali dekolonialno pozicijo, je delo Božični ribec kot tudi dela novejše umetniške produkcije pri nas mogoče umestiti v okviru ontološkega egalitarizma, ki bodisi obravnava objekte, materialnost ali recimo tehnološke medije v njihovi avtonomnosti in aktivnosti, bodisi obravnava človeka kot objekt med vsemi drugimi, kar je pač tudi eno od izhodišč objektno orientirane filozofije. V primeru Božičnih ribec je ta vidik morda bolj ustrezno opredeliti kot produkt kot vsak drug. Na podlagi, če se očitno, da izhaja tudi iz produkcijskih okoliščin, oziroma bolj natančno, da se giblje na referenčnem polju analitike izumrtja, ki izhaja iz refleksije gona smrti v okviru kapitalističnega produkcijskega načina, kakor sta ga med drugim izhajajoči iz Freuda obravnavala recimo Lent in Negarestani. Kapitalistični produkcijski način je v teh okvirih opredeljen kot potratna tendenca, ki se manifestira na način, da pogoje kompleksifikacije življenja spreminja v pogoje akceleracije življenja. Pri čemer parazitsko in za vsako ceno insistira na lastnem preživetju, asimilira poljubne obstoječe antagonizme in izjeme kot lastne aksiome in resurse, torej utekočinja poljubno trdno. V enem od besedil, ki ga je Božični ribec vzela kot eno od izhodišč projekta, recimo Negarestani predlaga tezo, da kapitalizem v končni fazi parazitira na modelu gona smrti, ki je inherenten organskem organizmu, to je organski nekrokraciji, pri čemer je organizem razumljen kot ena od oblik utelešenja, hkrati kot nekaj, kar je indeks notranjosti. Nekrokratska ekonomija organizma se pri tem ne nanaša na ekonomijo organizma v relaciji do življenja, ampak v relaciji do tega, kako organizem umre. Med drugim se odvija način kompulzivne regresije organizma proti neorganski zunanjosti, pri čemer naj bi šlo za monopolni režim smrti, ki ga podpirajo ekonomske meje in konzervativni pogoji organizma. Torej, poljubne žive vršljivosti, ki ne more niti eliminirati ali odgnati neizbežnosti smrti, niti se ne more brezpogojno vrniti v neorgansko stanje. V nekem smislu v stanju hkratne smrti pred smrtjo in nemrtvosti. V tej navezavi je zanimivo, kako recimo Negarestani pojmuje kapitalistično akceleracijo, recimo v smeri stalitve ali razpršitve, in sicer kot obrambni odziv organizma sistema pred pretirano smrtjo. Torej, recimo izumrtjem tudi na kozmični ravni.
ki je v skladu z atropičnim načelom oziroma v skladu z imanentno nekrokratsko ekonomijo organizma. Lahko bi rekla, da je kapitalistična akceleracija nekakšno avtoimuno stanje, ki nakazuje na paradoks. Pač na eni strani na tendenco k hkratnemu samouničenju in razpad na celični ravni, ki pa je sploh lahko razpoznaven in v končni fazi tudi ozdravljiv, samo če organizem dojamemo oziroma v nekem smislu potrdimo kot individualno celoto. To je podobno, recimo, kot se tudi razcepljeno psiho ozdravi preko autobiografske naracije. Če se vrnem še na nekatere poteze objektov na terenu analitike resnice izumrtja, v primeru full filter ghostwriterjev tendenco proti anti-identitetnosti oziroma anti-individuacijskosti najbolj očitno detektirati v referenci na duhove, tudi nemrtve vampirje, ki v tem primeru delujejo predvsem kot neki ugrabitelji polnosti objekta ali pač njihova koža embalaža. Pri tem ne gre za neko relativno klasično kiparsko tematizacijo volumna, praznine, relacije pozitiva-negativa, ampak bolj za načenjanje jasnih distinkcij med notranjostjo in zunanjostjo, ki omogočajo klasično narcistično projekcijo človeške samopodobe v objekte, forme, univerzum, kamorkoli že. Duh je v tem primeru na nek način dvojnik primarnega objekta, ki onemogoča jasno diferenciacijo oziroma natančno določitev notranjosti in zunanjosti, določitev časovnega in ali prostorskega začetka in konca, zato pa tudi razločitev nekih različnih modalnosti časa oziroma linearno temporalizacijo. Zraven tega eliminira možnost formacije kakršnekoli identitete in jasne identifikacije nasploh, preko tega pa recimo tudi rekolekcijsko mišljenje, kar recimo Jalal Tufik, ki se je v enem od knjig posvečal fenomenu nemrtvih oziroma vampirjev, med drugim pojasni na podlagi dejstva, da ta nima zrcalne podobe. Naravne oblike, ki vključuje tudi rabo materialov, je podobne lastnosti detektirati v primeru prej omenjene himerične krajine. Nekaj stanje, recimo kot primer slednje, da površino gumijaste plošče z možne upogibanja, zvijanja, neprestane transformacije ali deformacije, brez da bi se izvorne lastnosti ob tem kakorkoli spremenile in katero kot tako tudi ni mogoče kartirati na podlagi geometrije mreže, ki je pač tudi v jedru zahodne koncepcije narave in posledično tehnologije. V tem primeru se božični revec tudi nekoliko igra z nekim pomenskim poljem himere, ki se na njo lepi, torej ki sega od hibridnega bitja iz mitologije, pojma v okviru biologije, ki označuje živo bitje, ki ima celice več različnih organizmov, stvar, ki je iluzorna in jo je nemogoče doseči do neke predvsem plastično-prostorske organizacije, ki poskušajo suspendirati prostorsko organizacijo, ki v končni fazi temelji na geometriji in telesnosti. To je to, kar se meni tiče.